Lepo pozdravljeni. Naše drugo srečanje ob današnjem dnevu grškega jezika je srečanje z grškim biografom Plutarhom in eno od markantnih osebnosti, ki jih je Plutarh predstavil v svojih življenjepisih. In sicer z grškim govornikom Demostenom. Uvodoma morda nekaj besed o samem Plutarhu. Gre za avtorja, rojenega v 1. stoletju po Kristusu, nekje med letoma 46 in 48, v grškem mestu Chaironeia v pokrajini Bojotiji, ki je zanimivo in znano iz zgodovine tudi po dveh velikih bitkah. Po prvi leta 338, v kateri se je spopadla makedonska vojska pod vodstvom kralja Filipa II. Makedonskega in združena grška vojska pod vodstvom Tebancev in Atencev. Približno dobrih 250 let pozneje, leta 86, je bila Chaironeia prizorišče druge velike bitke, tokrat med Rimljani pod vodstvom Lucija Kornelija Sule in vojsko pontskega kralja Mitridata VI. Evpatorja. 630 let pozneje, torej med letoma 46 in 48, pa se tu rodi Plutarh. O njem pravzaprav vemo zelo malo. O mladosti samo toliko, da ga je njegova družina zelo spodbujala k študiju, da je študiral v antičnem Oxfordu, torej v Atenah. Drugih podatkov ne zgodovinarji, ne filozofi ne ponujajo. Vemo samo, da je bila družina razmeroma bogata, kar je Plutarhu omogočilo, da je ne samo študiral, ampak da je lahko kot študent tudi veliko potoval. Da je prepotoval Grčijo, da je prepotoval Malo Azijo in da je bil večkrat, vsaj dvakrat tudi v Rimu, kjer si je med rimskimi izobraženci pridobil precej prijateljev. Uresničeval naj bi sanje vsakega grškega izobraženca in uspel v tedanji metropoli v Atenah. Vendar pa je bil Plutarh bolj vezan na domače kraje, na svojo rodno Bojotijo in na rodno Chaironeijo, in zato se ni naselil v Atenah, ampak se je ustalil v svojem rodnem mestu, se poročil in si ustvaril družino in v tem okolju živel tudi zadnjih 30 let svojega življenja. Umrl je nekje okrog leta 120 po Kristusu, vsekakor po 120, domneva se med letoma 125 in 127. Ohranjena je samo polovica Plutarhovih del, lahko pa že na podlagi te ohranjene polovice rečemo, da je bil izjemno produktiven avtor. In njegov opus predstavlja enega vsebinsko najbolj raznolikih opusov antične literarne tradicije. Njegova ohranjena dela namreč obsega več kot 3000 strani besedila in še ogromno različnih fragmentov iz neohranjenih del. Antični katalogi nam navajajo, da naj bi napisal 227 del, ki so izšla v 278 knjigah. No, od teh se jih je ohranilo 83. Plutarhov opus pravzaprav obsega dve veliki zbirki, ki vsaka zase tvorita posebno celoto. Prva zbirka nosi skupni naslov Moralia ali grško Etika, kar bi v slovenščino prevedli kot moralni ali etični spisi, in vključuje približno 78 poljubnih strokovnih razprav z različnih področij, od filozofije do naravoslovja. Za nekatere od teh razprav vemo, da so nepristne, nekatere so ohranjene samo fragmentarno. In v strokovni literaturi boste našli pogosto citirane zgolj z latinskimi naslovi.
Ohranjeni so tudi grški naslovi, vendar ne vemo, ali so izvirno Plutarhovi ali so pozneje dodani. Vsebina razprav, ki so napisane večinoma v obliki dialogov ali diatrib oziroma predavanj, je zelo raznolika. Gre pa za teoretične razprave, ki jih po vsebini razdelimo lahko na več vsebinskih sklopov. In sicer imamo razprave s področja verstva, literarne spise, razprave s področja naravoslovja, razprave s politično vsebino, razprave z zgodovinsko in antikvarno vsebino, pedagoške razprave, razprave z ožjo filozofsko tematiko ter moralno-filozofske in popularno-filozofske razprave. Druga zbirka, ki bo predmet današnje predstavitve, so pa Plutarhovi vzporedni življenjepisi. Namreč gre za zbirko biografij, v njej pa so po parih predstavljeni veliki Grki in Rimljani. V vsakem paru je najprej predstavljen znameniti Grk, njemu ob bok pa je postavljen Rimljan, ki mu po svojih lastnostih, dejavnosti, uspehih ali usodi ustreza. Edina izjema od te zasnove para Grk-Rimljan je Perzijec Artaxerxes. No, danes bo v okviru te predstavitve predstavljen grški govornik Demosten oziroma nekaj odlomkov iz njegovega življenjepisa, ki je predstavljen v paru z največjim rimskim govornikom Ciceronom. Vsaka predstavitev pri Plutarhu je navadno dopolnjena še s tako imenovano sinkrizis, z nekakšno primerjalno sodbo, v kateri Plutarh oba moža primerja in ovrednoti iz različnih vidikov, pretresa njune odlike, slabosti, njune uspehe, tako politične, literarne, zasebne, pa tudi neuspehe. V tej zbirki vzporednih življenjepisov imamo 21 parov, potem eno četvorko in 4 življenjepise, ki so vključeni brez para. Življenjepisi niso nastajali po vrstnem redu, kot ga poznamo iz današnje ureditve, ampak so izhajali najverjetneje po knjigah. In današnja razporeditev, kot jo najdemo v izdajah, sledi nekako kronološkemu zaporedju in ni Plutarhovo delo. Plutarh se v teh življenjepisih izkazuje kot odličen pripovednik, ki ima smisel za dramatičnost, za tragičnost, tudi nenazadnje za patetičnost. Ima zelo izbrušen slikovit jezik, živahen, pogosto tudi poetičen. Gre za atiško narečje, piše v atiščini, vendar ta atiščina ni klasična. Je zahtevna in zahteva tako od bralca, kot tudi od nekoga, ki se loti prevoda, veliko pozornosti, kajti hitro nam lahko uide kakšen smisel stavka kot celote ali pa pomenska niansa bodisi ene same besede. Piše v dolgih stavkih, ima zelo bogato sintakso in hipotakso, uporablja bujno metaforiko, zelo bogat besednjak, pogosto vključuje nenavadne, redke besede, svoje pripovedi pa vedno obogati tudi z zgodbami, z raznimi anekdotami in digresijami, ter seveda iz citati iz različnih drugih antičnih piscev. Skratka, v teh svojih delih nastopa kot zelo dober portretist. Ni vedno zgodovinsko zanesljiv, marsikaj mu lahko poučitamo z vidika kronologije ali geografskih nedoslednosti, pomanjkljivih opisov, uporabo neoprijemljivih virov, vendar ga tudi kot zgodovinarja ne smemo zanemariti, kajti kljub temu, da morda postavi kakšna zgodovinska dejstva bolj ob stran, pa predstavi dobro kakšno odliko, slabost posameznika, njegovo moralno plat. Skratka,
je zelo zanimiv tudi kot zgodovinski vir. Predstavljena oseba je grški govornik Demosten, eden oziroma glavni, najpomembnejši iz kanona 10 atiških govornikov, ki je bil rojen leta 384 v Atenah. Ne bi se spuščal v predstavitev njegovega življenjepisa, to si lahko pogledamo v različnih virih. Vsekakor pa Demosten najbolj poznamo kot prvo ime antične retorike, čigar politični vzpon se je zgodil z njegovim odločnim nasprotovanjem makedonski ekspanzionistični politiki, iz katere so išli tudi njegovi govori, ki so se zavečno zapisali v anale govorništva. Zlasti njegove Filipike, Olinski govori, govora o miru in o dogodkih oziroma razmerah na Hersonezu in pa najdaljši ohranjeni govor antike, to je govor o vencu. Današnji odlomek, ki bo predstavljen, bo v prvem delu slikal Demostenovo oblikovanje kot retorika oziroma kot govornika in na koncu bo predstavljen tudi odlomek o njegovi smrti. Kako se je kalil kot govornik, takole Plutarh opisuje. Njegovo živo željo, da bi postal govornik, je spodbudilo naslednje. Govornik Kalistrac se je pripravljal na obravnavo pred sodiščem v zvezi z Oropom. Za razpravo je vladalo veliko zanimanje tako zaradi govorniških sposobnosti Kalistrata, ki je bil tedaj na vrhuncu svoje slave, kot tudi zaradi okoliščin procesa, ki je bil precej razvpit. Demosten je slišal učitelje in vzgojitelje, ki so se dogovarjali, da se bodo udeležili sodne razprave. Z vnetimi prošnjami je pregovoril svojega vzgojitelja, da ga pelje poslušati. Ker pa je ta imel med uslužbenci, ki so odpirali vrata sodišč, znance, je priskrbel prostor, na katerem bi fant sedel neopažen in poslušal govore. Kalistrat je tistega dne uspešno nastopil in požel izjemno občudovanje. In ko je Demosten videl, kako množice spremljajo in slavijo moža, se je v njem prebudila želja, da bi se kosal z njegovo slavo. Še bolj pa se je v njem zbudilo občudovanje do moči Kalistratovega govorništva. Spoznal je, da je po naravi zmožno premagati in obvladati vse. Zato je opustil ostale učne predmete in otroške igre in se uril in neutrudno vadil v želji, da bi tudi sam postal govornik. Čeprav je v tistem času predaval Izokrat, je bil Demostenov učitelj govorništva Izaj, bodisi, kot trdijo nekateri, zato, ker je bil sirota in Izokratu ni mogel plačati določene šolnine, bodisi zato, ker je menil, da je Izajev govorniški pristop učinkovitejši in prilagodljivejši za praktično rabo. Hermit pa omenja, da je našel neke anonimne spomine, kjer je pisalo, da je bil Demosten Platonov učenec in da je Platon veliko pripomogel k njegovemu govorniškemu razvoju. Omenja tudi Ktezibijevo trditev, da je bil Demosten od Kalije in iz Sirakus in nekaterih drugih skrivaj dobil Izokratov in Alkidamantov retorični sistem in ju dodobra obvladal. Kakorkoli že, ko je postal polnoleten, se je začel tožariti s svojimi skrbniki in pisati govore proti njim. Ti pa so se vedno znova izmotavali in dosegli obnovitev procesa, in čeprav je Demosten, ki se je z vajami uril, na procesu zmagal, ni uspel izterjati niti majhnega dela očetovega premoženja. Ker pa si je pridobil potrebno samozavest in izkušnje za govorniške nastope ter okusil slast časti in moči, ki sta povezani s sodnimi obravnavami, je začel javno nastopati in se ukvarjati z državnimi zadevami. Pravijo, da se je Laomedont iz Orhomena začel po nasvetu zdravnikov ukvarjati s tekom na dolge proge, da bi se obvaroval pred neko boleznijo vranice.
Ko se je tako telesno utrdil, se je začel udeleževati tekmovanj, kjer je bila glavna nagrada venec, in postal je eden od vrhunskih dolgoprogašev. Enako je bilo z Demostenom, ki se je v govorništvo podal najprej zato, da bi popravil zasebno in novinsko stanje. Ob tem si je pridobil spretnost in moč in bil na političnem področju enako, kakor bi bil na tekmah za zmagovalni venec, prvi med državljani, ki so merili moči z govorniškega odra. Pa ne samo to, tudi njegova srečanja, pogovori in posli s tujci so mu bili osnova in izhodišče pri njegovih prizadevanjih. Takoj, ko se jih je rešil, je šel v klet v svojo delovno sobo, po vrsti glasno predelal vse, kar je opravil, in jih skušal opravičiti. Tudi kadar je bil navzoč na kakšnih govorniških nastopih, je govore sam pri sebi obnavljal in se pri tem osredotočal na posamezne misli in periode ter ugovore, ki so jih drugi govorili proti njemu ali pa jih je nasprotno sam govoril proti komu drugemu, vnašal najrazličnejše popravke in parafraze. Zato je zanj veljalo, da ni naravni talent, ampak da njegova spretnost in moč temeljita na trdem delu. Zdelo se je, da je zgovoren dokazati to tudi dejstvo, da si Demostena težko slišal govoriti po trenutnem vzgibu. Čeprav ga je ljudstvo pogosto klicalo po imenu, ko je sedel na skupščinskem zborovanju, ni hotel nastopiti, če tematike ni natančno preudaril in se nanjo pripravil. Zato so se mu mnogi ljudski prvaki posmehovali, še zlasti Piteas, ki je porogljivo pripomnil, češ da njegove utemeljitve smrdijo po steni. Demosten mu je pikro odgovoril: veš kaj, Piteas, končni rezultat, ki ga da moja ali tvoja svetilka, je pa precej drugačen. Tega pred drugimi sploh ni tajil. Priznaval je, da govorov sicer ne napiše v celoti, da pa tudi ne govori brez vsake pisne predpriprave. Trdil je, da se mož, ki ceni ljudstvo, na govore skrbno pripravlja. Takšna priprava kaže na spoštovanje do ljudstva, zanemarjanje tega, kaj si bodo množice mislile o govoru, pa kaže na človeka z oligarhičnimi težnjami, ki se zanaša bolj na silo, kot pa na prepričevanje. Dejstvo, da je Demostenu za improvizacijo manjkalo poguma, dokazujejo tudi s tem, da je Demat, ko so ljudje s kričanjem motili Demostena, pogosto vstal in brez priprave govoril njemu v podporo. Demosten pa Demadu nikoli ni naredil takšne usluge. Za odpravo telesnih pomanjkljivosti je takole vadil. Tako poroča Demetrij Faleronski, ki pravi, da je to slišal od takrat že ostarelega Demostena. Nejasno govorjenje in pojecljavanje je premagoval in skušal narediti bolj razločno tako, da si je v usta dajal kamenčke in obenem recitiral odlomke. Glas si je krepil tako, da je razpravljal med tekom ali med hojo po stopnicah navzgor in da je recitiral kakšne govore ali verze z enim samim vdihom. Doma pa je imel tudi veliko ogledalo, pred katerim je stal in vadil. Pravijo, da je k njemu prišel nek mož in ga prosil, naj ga zagovarja na sodišču, hkrati pa mu je na dolgo in široko razložil, kako ga je nekdo pretepel. Demosten pa mu je odgovoril: ti nisi pretrpel prav ničesar od tega, o čemer pripoveduješ. Ko pa je mož povzdignil glas in začel vpiti: jaz da nisem ničesar utrpel, Demosten, je dejal. No, pri so zdaj pa slišim glas nekoga, ki se mu dela krivica in je utrpel nekaj hudega. Za tako zelo pomemben dejavnik pri doseganju prepričljivosti je štel govorčev glas, ton glasu in način podajanja snovi. Njegov nastop je bil množicam začuda všeč. Ljudem bolj prefinjenega okusa pa se je njegova modulacija glasu zdela prostaška, neugledna in pomehkužena. Tako. In za sklep bomo prebrali še odlomek o Demostenovi smrti. Takole Plutarh opisuje njegove zadnje dneve.
Ko pa je izvedel, da se je Demosten kot pribežnik zatekel v Pozejdonovo svetišče na Kalavreji, je z majhnimi ladjami odplul na otok, se izkrcal na otoku skupaj s tračanskimi suličarji in skušal Demostena prepričati, naj zapusti svetišče in gre skupaj z njim k Antipatru, češ, da se mu ne bo zgodilo nič hudega. Isto noč pa je imel Demosten v sanjah nenavadno videnje. Zdelo se mu je, da kot tragiški igralec tekmuje z Arhijo, da pa kljub uspešni igri in kljub temu, da si je pridobil naklonjenost občinstva, da je izgubil zaradi pomanjkljive scenarije in pomanjkanja sredstev za uprizoritev. Zato se je kljub mnogim Arhijevim prijaznim besedam kar tako sede zazrl in dejal: Arhija, tako kot me nisi nikoli prepričal svojo igro, tako me tudi sedaj ne boš prepričal svojimi obljubami. Ko pa mu je Arhija ves besen začel groziti, je Demosten odvrnil: No, sedaj navajaš besede makedonskega preročišča, prejle pa si igral. Počakaj trenutek, da nekaj napišem domači. Po teh besedah se je umaknil v notranjost svetišča, vzel zvitek, kot da namerava pisati, približal ustom pero in, kot je bil vajen med razmišljanjem in pisanjem, ugriznil vanj. Malo je počakal, nato pa se je zagrnil in nagnil glavo. Suličarji, ki so stali pri vratih, so se mu posmehovali, češ, kakšen bojazljivec, in ga zmerjali z mehkužcem in strahopetcem, Arhija pa je stopil k njemu in ga nagovarjal, naj vstane, ponavljal iste besede in mu znova obljubljal spravo z Antipatrom. Demosten pa je čutil, da strup že učinkuje in da mu že podlega. Odkril se je, se zazrl v Arhijo in rekel: Sedaj pa bi bil pravi trenutek, da igraš Kreonta iz tragedije in da to telo vržeš proč nepokopano. Jaz, dragi Pozejdon, grem iz svetišča še živ. Antipater in Makedonci pa ga niso zapustili neomadeževanega. Po teh besedah je prosil, naj ga kdo podpre, saj se je že tresel in opotekal pri hoji. In ko je šel mimo oltarja, je padel, zastokal in izdihnil. Za sklep morda samo še to. Plutarh je tudi v slovenskem prostoru razmeroma dobro zastopan. V njegovih besedilih je iskal navdih že Janez Svetokriški. Nekatere odlomke je pri pouku grščine v gimnaziji uporabljal Valentin Vodnik, ki jih je tudi prevajal za potrebe pouka. Ohranilo se je nekaj rokopisov s prevodi iz Plutarha. Drugače najdemo v strokovni literaturi tudi nekaj znanstvenih prispevkov. Plutarh je bil po letu 1905 tudi avtor, ki so ga učenci brali kot redno čtivo, sicer kot tako imenovano zasebno lektiro, torej avtorja, ki so si ga lahko po svoji izbiri izbrali za prevajanje. Odlomke iz njega najdemo v različnih grških čitankah. Prvi prevod pa smo dobili leta 1950, ko je Anton Sovre prevedel izbor Življenje velikih Rimljanov in pozneje še Življenje velikih Grkov. Pozneje smo dobili še nekaj manjših sporadičnih prevodov, v zadnjih 20 letih pa je izšla tudi cela vrsta prevodov iz njegove zbirke Moralija.